Veliko izkušenj imate z delom z starši, z otroci, ampak zanima me, katera vrednota, ki naj bi jo živeli doma ali pa bi jo želeli, da se jo privzgoji v družini, je po vašem mnenju ključna tudi za dobro šolsko okolje. Ja, jaz menim, da je to vztrajnost, ki jo danes v današnji družbi, sploh pri mladih, primanjkuje. In če bi to v družinah vzgajali, ne, potem bi tudi šolo in v šolskem sistemu otroci bistveno lažje funkcionirali. Vabljeni v oddajo Moja družina. Z nami bo v tokratnem razgovoru Gregor Udovč, ravnatelj osnovne šole. V tokratni oddaji Moja družina se bomo pogovarjali z izjemnim sogovornikom, ki svojo mirno držo, jasnim glasom in predanostjo izobraževanju pušča globok pečat v slovenskem šolstvu. Z nami bo magister Gregor Udovč, ravnatelj osnovne šole Veliki Gaber. Pozdravljeni, Gregor. Pozdravljeni. Dobrodošli v oddaji. Gregor Udovč je več kot le ravnatelj. Je glasnik odgovornega, srečnega in vizionarskega vodenja. Je človek, ki razume, da je šola mnogo več kot le zgolj prostor učenja. Je skupnost, v kateri otroci rastejo kot osebnosti, razvijajo odnose, iščejo svoje talente in se pripravljajo na življenje. V oddaji bomo spoznali, kako razmišlja voditelj, ki svojo šolo ne vodi z ukazi, temveč z zgledom. Gregor poudarja pomen timskega dela, spoštovanja med zaposlenimi in učenci, kakovostnih odnosov s starši in razumevanja vloge lokalnega okolja. Ni naključje, da njegova šola sodeluje v mednarodnih projektih Erasmus, ter da učenci soustvarjajo svoj šolski vsakdan in da je vodstvo šole aktivno vključeno v razvoj celotne lokalne skupnosti. A za uspešno vodenje šole stoji tudi človek z družino, z vrednotami in svojim notranjim kompasom. V pogovoru bomo odprli tudi teme, ki segajo onkraj ravnateljske pisarne. Kako Gregor doživlja ravnotežje med delom in družino, kaj zanj pomeni biti oče in mož, ter kako doma vzgaja vrednote, ki jih živi tudi v šoli. Spregovorili bomo tudi o prihodnosti izobraževanja, o vlogi učitelja v digitalni dobi, o pasteh sodobne družbe za šolarje in o odgovornosti odraslih, da otrokom omogočimo prostor za varno in zdravo odraščanje. Gregor Udovč verjame, da so odnosi temelj vsake skupnosti, naj bo to šolska, družinska ali družbena. In da je spoštovanje prvi pogoj za vzgojo svobodnih, samostojnih in odgovornih mladih ljudi. Pridružite se nam v navdihujočem pogovoru z magistrom Gregorjem Udovčem v oddaji Moja družina, iskrenem srečanju z voditeljem, ki zna poslušati, povezovati in graditi prihodnost s srcem in razumom. Pa predlagam, da kar začneva s prvim vprašanjem. Ne bo šla takoj v šolstvo, izobraževanje, ampak me zanima pravzaprav, iz kakšne družine prihajate. Prihajam iz čist povprečne slovenske družine, torej oba starša sta bila delavca. Rekel bi bolj nižji sloj, niti ne srednji. V otroštvu smo se težko prebijali skozi življenje, predvsem v času, ko je Jugoslavija razpadla in se v novi državi Sloveniji bilo zelo malo služb, veliko podjetij se je zaprlo, takrat so bili težki odnosi v državi in tudi razmere v naši družini. In to mislim, da me je zelo oblikovalo. Bom rekel, kakšne vrednote pa bi rekli, da ste prevzeli od vaše družine, ki vas zdajle mogoče spremljajo v življenju? Ja, vsekakor trdo delo, vztrajanje in samostojnost. To rečemo so vrednote, ki mi danes zelo, zelo pomagajo v življenju. Kaj pa je pomenila izobrazba vašim staršem? Ali so vas v bistvu spodbujali, da naredite osnovno šolo, srednjo šolo, fakulteto, da imate pol redno službo, ali so vas kako drugače formalno izobrazbo spodbujali?
Ja, takrat je bilo prepričanje ljudi, a ne, uči se, ne, in ti treba delati, ne, v tem smislu, a ne. Tako da vsekakor sem spodbujal k čim višji izobrazbi, a ne, ampak skozi proces izobraževanja sem tudi sam ugotovil, a ne, da mi daje znanje, ne samo papir, ki mi bo nekaj na koncu pomagal, ampak predvsem me je zanimalo znanje v čim širšem pomenu, a ne. Tako da nisem ozko specializiran nikoli bil, vedno sem šel v širino, veliko stvari me je zanimalo, a ne, in to danes pri mojem poslu mi to zelo koristi. Torej, formalna in neformalna izobrazba za življenje je dovolj formalna samo? Vsekakor ne. Formalna, jaz sem jo potreboval zaradi zaposlitve, kjer trenutno delam, a ne. Pač v mojem poklicu je formalna izobrazba pomembna, a ne. Da pa ta poklic opravljam kvalitetno, a ne, je pa zelo veliko pomembno, neformalno pridobljeno znanje, a ne, ki ga dobiš skozi življenje in na drugih izobraževanjih, ki niso formalni. A ste bili tak živahen otrok ali ste bili bolj miren? Ja, jaz sem bil, če me danes identificiral, bil hiperaktiven otrok, a ne. Zagotovo bi imel odločbo v šoli, pa mogoče bi tudi bil na kakšnih tabletih, a ne. Ampak ja, zelo veliko energije sem imel. Okej, in če ste kaj uščipali, ušpičali, kakšne prijeme so imeli, da so vas pol umirili? Ja, Take, ki so zdaj v šoli ali ne take? ne, vsekakor da ne. Sem pa vesel, da bi se ravnatelj osnovne šole, katero sem obiskal, je bil zelo človeški, a ne. Mislim, jaz sem bil kar dosti kolump, a ne, veliko smo enih stvari ušpičili, ki bi danes bili fajn sankcionirani, a ne. Ampak takrat je razumel, a ne, da imamo strašno veliko energije in on nam je vedno dal žogo na voljo, a ne, in rekel, ko imate frej, pridite do mene po žogo in ga tako ven in brcate, ne. In to isto jaz zdaj počnem pri svojih učencih, a ne. Ja. Ogromno se zunaj in ogromno lahko brcajo žogo skozi. V bistvu je logično, da imajo mladi veliko energije, ne, in da nekje morajo porabiti, da to ni nič narobe z njimi v bistvu. Ne, vsekakor ne. Povejte mi, a ste se v vaši družini pogovarjali o denarju? Nismo se pogovarjali, sem pa spremljal razmere, kako je bilo, ko ga ni bilo. A ne? Kako bi se starša preštevala takrat še tolarje, a ne, a bomo prišli čez mesec, ali ne bomo prišli čez mesec, kaj bomo kupili za jesti in tako naprej. Ampak moram reči, da oče je bil zelo skrben in je vedno nekako našel sredstva, tudi da smo imeli za tisti en teden dopusta poleta. To nekako nam je pa vedno privoščil, oziroma znal čez leto speljati, da smo to imeli. Ampak nikoli ni o tem govoril, do mojega nekako 15. leta. No. Potem pa je začel v bistvu potem malo mi razlagati, kako finance tečejo, malo v skladih, malo v delnicah. Čeprav sam na koncu tega ni veliko razumel, ne, ampak videl je, pač bil pa je tukaj, ne, razgledan, da pa je videl, da to obstaja, ne, na zahodu, ne, in da je tu nekaj, v katero smer gre tudi Slovenija, ne, takrat so bili tistile certifikate, ne, ki so dobili, in pa začel o tem razmišljati. In je v bistvu hkrati, ko se je on učil, je tudi mene. Ste bili že toliko stari, da ste? Ja, ne 15 let, 16 sem bil takrat star, tako sem že pri tistih letih v bistvu prve vzajemne sklade, je moje sredstva vložil, ker sem imel privarčevana. Zelo malo sicer, ampak nekaj, ne. To so bili začetki, prve delnice sem potem tudi kupil. To so bili prvi skladi, so bili Rastko, Galileo, Bonta, ne? Tako je. A pa je vplivalo finančno stanje v družini tudi na odnose, da ste kdaj opazili, da bi se kaj... Vsekakor, ne, odnosi so bili napeti, ne, mislim, saj vemo tudi, mislim, vsak je to izkusil, če ni denarja, čez mesec pride, da so odnosi napeti, a ne, da je človek živčen, a ne, in potem to prenaša seveda na okolico, na partnerja, na otroke, a ne. Vsekakor si tega ne želim nikoli več občutiti in to je tudi mogoče en izmed razlogov, ne, zakaj sem toliko vztrajen bil v življenju, sem še vedno in zakaj toliko truda vlagam v svoje delo in izobraževanje, ker nikoli ne želim tega več izkusiti. In verjetno tudi vaši varovanci želite, da ne izkusijo, ne? Tako je. Kako se v vaših časih, če malo narediva vzporednice, vzpostavlja red in disciplina, mogoče doma pa v šoli, pa kako se vzpostavlja danes? Ja, včasih je bilo seveda bistveno več prisotno fizično nasilje, o katerem se je odkrito govorilo, a ne. Danes govorimo o tem, da pač fizičnega nasilja ne sme biti, se o njemu ne govori, čeprav je še vedno prisoten. Danes se proba bistveno več s pogovori, a ne doseči meje pri otrocih, ampak mislim, da je tukaj absolutno preveč popuščanja, a ne. In da starši težko ohranjajo meje, ne. Pač nekoč so to z nasiljem naredili, pa je bilo hitro rešeno, danes, če želiš pa z besedami mejo postaviti, treba bistveno več energije vložiti. Bilo treba za starše imeti kakšno šolo, kako otroke
brez nasilja vzgajati. Vsekakor, vsekakor. Moramo vedeti, da če danes te generacije, ko vzgajajo nove, mislim, otroke, oni so bili vzgajeni z nasiljem. Ja. In mnogi ne znajo drugače. In kako to z besedami doseči in s pogovori, to jih ni nihče naučil. In seveda bi rabili. Ja. Se pa v bistvu odraža vzgoja v družini, tudi v obnašanju v šoli, ne? Vsekakor to je. Mi vedno, ko pogledamo otroka in potem, ko vidimo starša, ok, rečemo, ja, tako je, ne more biti drugače. Super, zanimiva debata. Glede na to, da naj čas preganja, predlagam, da greva na kratko pavzo in drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni, da se nazaj vrnete po kratkem predahu. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes imamo prav posebnega gosta, Gregor Udovč, ravnatelj. Gregor, kako se je pa pravzaprav potem začela vaša pot v izobraževalnem sistemu, ne? Niste imeli čisto običajne poti, da bi rekel? Ne, dosti sem prehajal, tako iz področja na področje. Po osnovni šoli sem šel na srednjo elektrošolo, nekako takrat za fanta, je bilo to perspektivno področje, Potem pa skozi srednjo šolo sem spoznal, da me mogoče ta elektrika tako ne zanima, ampak me zelo zanima organizacija, pa ljudje, tudi bil sem predsednik razreda, v bistvu vse 4 leta, veliko enih dogodkov organiziran in tako naprej, in bilo to zelo blizu. In potem si moji sošolci so šli fakulteto elektro ali računalništvo. Jaz pa sem rekel, ok, to ni zame, in potem sem iskal nekaj v tej smeri naravoslovja, pa da še družboslovje zraven. In potem sem zašel na pedagoško fakulteto, kjer sem študiral fiziko in tehniko, in tam sem v bistvu potem pa zaživel. Do konca sem videl, da mi to malo naravoslovja in otroci in nasploh ljudje, da z njimi jih vodiš in opolnomočiš, mi to zelo blizu. Ampak tekom študija sem že tudi gotovo, da mogoče samo učitelj pa ne bo dovolj, da bi želel biti pa kaj več, management me je zanimal. In potem sem našel to pozicijo, da ravnatelj sem lahko s pedagoško fakulteto, in sem takoj po študiju pedagoške fakultete, na pedagoški fakulteti nadaljeval študij managementa na fakulteti za družbene vede, podiplomski študij. In tam sem dobil celotno širino, ki sem jo potreboval za nadaljnjo rast. Zaposlili ste se pa, ko ste končali pedagoški študij, ne? Kot učitelj. Kot učitelj fizike in tehnike. Tako, ja. Aha, in koliko let ste bili učitelj in potem? 9 let sem poučeval, da sem izpolnil tiste formalne pogoje, da sem lahko kandidiral na delovno mesto ravnatelja, in potem, ko sem postal ravnatelj, učim še ves čas. Vse skozi še učim, nekaj ur na teden, nisem hotel izgubiti tega stika z otroki, ker se mi zdi zelo pomembno tudi za vodenje, da imaš stik z otroki. Potem to učitelji čisto drugače dojemajo, tudi starši drugače dojemajo otroci. Jaz temu rečem, da v bistvu vodja mora imeti tudi stik s proizvodnjo, ker potem bistveno bolj razume procese in jih lahko korigira. Ni teoretik, ne? Jaz nisem zaprt v pisarno, sem skozi na terenu, moja pisarna je tudi ves čas odprta, če kdo želi vstopiti, tako da imam nek zelo odprt način vodenja in ves čas na terenu, da viš, kaj se dogaja, in potem je bistveno lažje voditi. Rekli, da je v povprečju glede na Slovenijo vaša šola manjša, večja? Ja, mi smo neke tipične podeželske šole, bi rekel srednje manjše, ki imajo zraven tudi običajno vrtec, naša šola ima tudi vrtec zraven, to je tipična podeželska šola, kjer je vse pod eno streho. Mogoče v vaši karieri, kaj bi rekli, da vas je najbolj izoblikovalo, ker rekel, kot sam si predstavljam, težko je biti ravnatelj, ker po eni strani si za vse odgovoren na strani učiteljev, pa pol otrok, pa pol, ker še starši zaradi otrok pridejo, pol na tretji strani moraš še, bom rekel, za prostor skrbeti, za šolo, da je tehnično spravna in tako naprej. Moraš biti res multipraktik v bistvu, ne? Ja. In zato je pomembno, da si zelo širok, profesionalno širok, da nisi ozko usmerjen, bistveno lažje vodiš. Jaz imam osnovo elektro, mi blizu tehnične stvari, potem fizik, potem zelo veliko izkušenj iz organizacije dogodkov, komunikacije z ljudmi. Tako da vse te veščine, ki sem jih tekom srednje šole in fakultete pridobil, v nekih obštudijskih, obšolskih projektih, ker sem bil zelo aktiven, so mi zelo prav prišle.
in mi še danes prihajajo prav pri svojem poslu. Je pa res, da sem tudi potem, ko sem se zaposlil, bil aktiven v nevladnih organizacijah, oziroma neprofitnih organizacijah, kjer smo v bistvu razvijali neke napredne pedagoške metode, ki sem jih na koncu koncev tudi prenesel na svojo šolo oziroma svoj vrtec, in v bistvu žanjemo sadove zdaj. To me je vedno zanimalo, ker tudi sam imam otroka v osnovni šoli. Kako lahko ravnatelj v bistvu vpliva na določen učni proces v smislu novih tehnologij, da se kakšen nov predmet dodaja v učni program. To pa recimo me res zanima zaradi telefona v šoli, ne? A je to v bistvu odločitev šole, ravnatelja, da so, niso? Kako je s tem? Ja, zdaj, kar se tiče vpeljave nekih novih predmetov, tu pa seveda ne gre, ne. Gre pa v obstoječi kurikulum, dopušča kar nekaj, mislim, zdaj, če se to avtonomijo vzameš, ker ti jo načeloma država da, ne. Mnogi ravnatelji ali pa tudi učitelji si jo ne vzamejo, ne vem, kakšen je razlog, ampak lahko si jo vzameš, ne. Ampak moraš imeti znanje, ne, in potem zagovarjati, zakaj si nekaj storil, ne. Prav jaz že na prejšnji šoli, ker sem kot učitelj delal, 2010 leta smo že računalniško opismenjevanje uvedli. Smo že imeli na vsak razred, določeno število ur so posamezni predmeti dali, zato smo otroke računalniško opismenjevali. In še danes to počnemo, Zato, ker smo prepričani, da neki izbirni predmeti samo določeni otroci gredo, mi želimo cele generacije zajeti, Tako da 2010 leta naprej smo to na prejšnji šoli začeli, zdaj na tej peljemo ta projekt, zdaj sicer država uvaja nek predmet v 7. razredu, sicer čez 2-3 leta bo veljavi ta predmetnik, ampak ja, so dojeli, da treba to uvesti, Tudi, recimo, vrtec, ki ga imamo, mi smo šli v gozdno pedagogiko, torej ravnatelj se lahko odloči, v katero smer bomo šli, seveda, s podporo kadra, in tako naprej. Ti moraš njih prepričati, da je to smiselno, Ampak ja, ima ravnatelj kar nekaj moči, oziroma možnosti, da preusmeri tok šolanja. Pa malo inovativnosti pa se da, Vsekakor, Zdaj, sami telefoni, ki ste omenili, jaz sem delal na letovanjih na Debelem rtiču že pred letom 2010 in tam, kjer sem bil pedagoški vodja, smo takrat že prepovedali mobilne telefone. In že takrat smo jih prepovedali zaradi v bistvu fotografiranj, tega, če ni bilo interneta. Potem, ko sem postal ravnatelj, sem jih v bistvu takoj prepovedal, pa v bistvu zaradi interneta. In na naši šoli, v bistvu, odkar jaz ravnateljujem, ni telefonov. Pol nimate težav s ChatGPT-jem, Ne. Ampak ga spodbujam, ChatGPT, recimo jaz otroke, ki učim tudi fiziko, jaz jih učim v 8. razredu, kako ga uporabljati, Ker gledam tudi svojega sina doma, ki je v bistvu od 8. razreda naprej ChatGPT njegov inštruktor, On se ob njemu nauči vse, Vse. Zakladnica znanja, če znaš do znanja prijeti, Samo moraš biti samomotiviran. Potem otroka vprašam, zakaj ga ne uporabljate toliko, Prav, pa se moramo prebrati. Ja. Logično. Mislim, ti da kar besedilo, da moraš prebrati in ne da se jim brati. Nemogoče. Ja. In ga uporabljajo samo tisti uspešnejši učenci. Da so pa še bolj uspešni v bistvu. Tako. Povprečni in slabši učenci pa ne, ker pač treba brati. Zdaj, če bi bil, da bi ti voice, kaj je tudi možnost, moraš biti skoncentriran, da poslušaš tog časa. In to je danes težko, tej mladini. To je ključen problem, tako da jim ni veliko korist. Pol je 45 minut, kolikor je ura dolga, težko koncentracijo vzdrževati. Nemogoče. A res? Nemogoče. Vi morate si predstavljati, da je otrok, ki je na TikToku, ki drsa tiste filmčke, sekundne zadeve. Zdaj pa enega učitelja poslušati 45 minut, isto osebo, z istim tonom glasu, z isto obleko, vse, mislim, to je otroku dolgočasno. Strašno dolgočasno. Pred kratkim, ko sem bil na roditeljskem, pravi ena od učiteljic prav, a veste, imam tak občutek, kakor da razlagam otrokom, pa oni kimajo, ampak imam občutek, da oni niso tam. Ne, ni jih. Prav to je dejansko posledica zaslonov. Zaslonov. Takšnih in drugačnih zaslonov. Ok, sprav na svet ne gre otroci čim več v naravo. Brez zaslonov. Absolutno. V osnovni šoli jaz osebno ne vidim potrebe, da bi imel dostop do zaslonov, razen ko nekam gre, da rab poklicati in tako naprej, ampak to z nekim navadnim telefonom, samo za klicati. Dostop do spleta ima lahko pa doma, ko se uči in to je to, drugače pa vsekakor ne. Kakšni so bili pa največji izzivi, s katerimi ste se soočali na svoji poti, ko mogoče ste že bili ravnatelji in kako ste jih premagali? No, jaz ta prvo si zamislim COVID, to je bilo po moje za ravnatelje šokov.
kako to. Ja, jaz v bistvu sem po prvih 3 letih, jaz sem zelo mlad, postal ravnatelj in z veliko energije, ampak sem se v prvih 3 letih iztrošil. Zato, ker sem v bistvu delal velike spremembe, zelo veliko smo naredili v prvih 3 letih, ampak pač to mi je stalo malo zdravja. Tako da sem potem, to je bilo glih pred covidom, sem se malo zresetiral, tako sem potem v covid šel s čisto nekim drugim pogledom na situacijo. In moram reči, da sploh tisto prvo zaprtje, prvo zaprtje smo fantastično peljali. Bili smo daleč pred vsemi. Mi smo v bistvu v enem tednu prešli že na Teamse in online uživo ure, kar so v bistvu druge šole in tudi ministrstvo potem svetovalo šele v drugem ciklu. Mi smo to prvem že počeli. In takrat smo v bistvu, tudi po nacionalnih preverjenih znanja, naša šola je bila podpovprečna od takrat, ker sem jaz prišel v šolo, mislim na to šolo. In potem v covidu smo državno povprečje ujeli. In ga držimo takrat naprej, zdaj smo pripravljeni za nov korak, da se dvignemo nad povprečje. Ampak takrat nam je dalo možnost, smo jih ujeli. Zelo zanimiva debata, čas pa zelo hitro teče, tako da predlagam, drage gledalke, dragi gledalci, da se vzamemo kratek premor in se vrnemo po tem premoru. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, ravnatelj Gregor Udovč. Imava zelo zanimivo debato in v bistvu mogoče bi me zanimalo, glede na to, da po moje res z 100% delate to, kar delate, kakšni so pa vaši načini sprostitve potem? Ja, jaz pač sem športnik, po duši, in v bistvu narava mi je tudi zelo pomembna, tako da, ker sem nekako ljubitelj vode v vseh oblikah, sem tudi vse te športe našel na vodnem področju. Torej v bistvu v zimskem času smučam zelo veliko, torej v bistvu vse vikende ali pa večerne smuke in tako naprej. Takoj, ko pa v bistvu se sneg stali, pa grem na vodo, kjer pa v bistvu potem jadram. Poleg tega pa še v bistvu celo sezono, celo leto plavam. Tako da voda je v bistvu v vseh oblikah. In zdaj, pred parimi leti sem do spoznanja, ki mi je strokovnjak za hiperaktivne otroke, mi je razlagal, da v bistvu hiperaktivni ljudje se v vodi počutijo pomerjeni. Kot doma. Ja, zelo pomerjeni. In to sem jaz pol razumel, zato meni tako voda paše, v vseh oblikah. Zanimivo. Ja. Zelo zanimivo. Tako da rekreacija, pa seveda preživljanje časa z družino, kjer se lahko umirim, kjer sem lahko jaz. Kako pomembna, glih to je bilo pol vprašanje, je za vas podpora vaše družine? Ja, to je na prvem mestu. To sem skozi čas spoznal, na začetku, ker si mlad, pa kariera, gor pa dol, pa mislim, da je to največ na prvem mestu. Potem ti življenje prinese naproti to, da preurediš svoje vrednote, in seveda družina je pri meni na prvem mestu, predvsem partnerka je na prvem mestu, zato ker že tašča mi nekoč rekla, poskrbite en za drugega, ker vi boste ostala, otroci pa bodo odšli. In tako da partnerka je v bistvu na prvem mestu, potem družina širše zastavljena, potem pa posel. Ker če nimaš doma, tudi zdaj vidim pri svojih zaposlenih, kdor nima doma urejenih razmer, ne more dobro delati. Potem seveda krivijo službo, delo za izgorelost in tako naprej, ampak večino so to razlogi doma. To je izgovor v bistvu. Ja, tako, to je izgovor. Kaj pa vas trenutno najbolj motivira in kakšne cilje še imate za prihodnost ali na, bom rekel, vašem šolskem področju ali pa tudi privatnem? Ja, zdaj, kar se tiče šolstva, vrtec smo že postavili, kot sem prej rekel, gozdno pedagogiko, kjer smo, moram da reči, eni izmed vodilnih v Sloveniji. Šolo smo pa zdaj usmerjamo. Mogoče sem, da so gozdna pedagogika po moje ne poznajo, kaj je. To pomeni, da v bistvu naši otroci večino dneva preživijo v gozdu. To pojejo zjutraj zajtrk, grejo v gozd in imajo pedagoški proces ves izpeljan v gozdu in potem se vrnejo na kosilo, ne glede na vreme. Prav celo leto. Torej naši otroci imajo tudi vso opremo, zimsko in letno za ven, tudi naše zaposlene imajo vso opremo, da gre lahko v vsakem vremenskem pogojih ven.
To pomeni gozdna pedagogika, ne, zdaj šolo ne, pa usmerjamo, smo pa v bistvu že pred leti malo štartali, letos pa z Erasmus projektom v popolnosti v outdoor schooling. Outdoor schooling. To pomeni, da pa greš v bistvu poučevati na teren, zato da si blizu vsebine. Naprimer, mi imamo tam, blizu nas je Medvedjaka, ne, kjer je tale vojna za osamosvojitev, pa Oklepnik gor, pa tako naprej. Prav, ko govoriš o tej temi, se prestaviš na lokacijo in govoriš o tej temi. Ko govoriš, vse to načeloma počnemo, oziroma šole počnejo pri posameznih dnevih dejavnosti, ko gre na teren, ne. Mi pa v bistvu probamo vse, oziroma čim več izvajati na terenu. Pri fiziki, na primer, eksperimenti, ne delaš v učilnici laboratorijske eksperimente, ampak greš na teren in poiščeš v naravi, kjer se da podobno tematiko najdeti, kar se otroci bistveno bolj zapomnijo. To je bistvo. Tako da za profesionalni razvoj je trenutno outdoor schooling pot, v katero naša šola gre in se želim tudi jaz razvijati v tej smeri. Kar se pa tiče pa zasebnega življenja, ne, je pa v bistvu ideja, se pripravljam seveda na tretjo kariero, ne, ki me čaka, rečemo, v 50. 60. letu, ne, kaj bom potem počel, ko ne bom več ali zmogel, ali pa se mi ne več dalo praviti poklica ravnatelja. To pa privat življenju se pač pripravljamo. A pa je praksa v slovenskih šolah, da ravnatelji, ki so enkrat ravnatelji, so skoraj do penzije? Ali? Praksa je bila do zdaj. Je pa od korone naprej ta praksa se malo spremenila. Več ne zmorejo. Ta poklic je postal tako zahteven, da ljudje, kljub temu, da ima še malo do penzije, dajo rajš odpoved in gredo učiti v razred. Saj samo v bistvu. Ja. Ker ko si ti 15-20 let na tej poziciji, je težko kam drugam iti, ker to materijo zelo dobro poznaš. Tudi gre nazaj v razred, ker je poklic enostavno prezahteven za starejšega človeka. Zdaj, glede na to, da se svet okrog nas zelo hitro spreminja, velikokrat slišim, da šolstvo se ne prilagaja tem spremembam. Kje vi vidite šolstvo čez 50 let potem? Šolstvo je tako, kot ena velika tovorna ladja. To rabi zelo veliko časa, da se obrne v eno ali pa drugo smer. Tako da ne moramo razumeti, da se bo tako hitro obračalo, kot se družba obrača. Jaz se vedno vprašam, in moji sodelavci tudi na začetku šolskega leta, kako se je družba spremenila, kaj je tisto, kar moramo otrokom dati. In še pred korono smo rekli, gibanje jim moramo dati. Dati jim moramo čas, da se družijo, ker se popoldan na ulicah več ne družijo. Po koroni, zdaj tudi ministrstvo govori, dajmo čim več gibanja, mi smo to že prej vedeli. Zdaj smo v fazi, da jih treba umerjati. Kako jih odklopiti od zaslonov, in šola, rečemo, naša šola je tendenca, da postane detox cona. Digital detox. Ja, digital detox cona, ker bo to mogoče še edina oaza, kamor bojo lahko šli se umakniti. To nekako je smer, v katero vidim šolstvo. Se mogoče kdaj je boljše, da ni preveč sprememb, ker že drget jih preveč. Otroci le rabijo osnovo. Otroci se niso spremenili. Človeško bitje se ni spremenilo toliko. In še vedno rabiti se osnove. Zdaj sem poslušal profesorja iz fakultete za računalništvo, ki je še leta 2010 forsiral računalniški predmet pa računalništvo v osnovno šolo. Zdaj pa rekel, nisem več tega mnenja. Vse to, kar rabi človek, digitalnega znanja, se lahko nauči kasneje. Ko je po osnovni šoli ga treba naučiti socializacije, vrednot, gibanja, zdravega življenja in tako naprej. Vso to digitalna znanja lahko dobi kasneje. Povejte mi, kako imate občutek pri otrocih, kako potrošništvo vpliva na družino in s tem na otroke? Ja, slabo, ne. Slabo vpliva. Definitivno je, da potrošništvo otroku da misliti, da lahko vse kupi. Da je vse iz danes na jutri, da je vse lahko dosegljivo. Si ne zna predstavljati, da se treba za neko stvar potruditi. Da je treba veliko energije vložiti v to, da boš bodisi znal nekaj, bodisi da se bo nekaj naredilo doma. Moramo vedeti, da danes otroci zelo malo hišnih opravil opravljajo. V prednosti so mogoče športniki, tisti, ki trenirajo, ali pa glasbeniki, ki nekaj trenirajo poleg šole, da dobijo to vztrajnost, da ni kar iz danes na jutri rezultat. To potrošnje vsekakor iz tega vidika slabo vpliva na njih, ker nimajo občutka,
koliko energije je potrebno. Ker denar na koncu koncev je energija, Seveda. ki jo starši morajo dati v neko podjetje, Da dobijo. da dobijo denar v obliki energije in potem nekaj kupijo. Oni nima tega občutka. Zanimiv pogled. Kje pa mislite, da bo družina čez 20-30 let? Ja, zdaj tisti, ki bojo pametno krmarili čez to obdobje, bojo probali ohraniti tradicionalne odnose v družini. Zdaj, te sodobne družine, ki pa mi načeloma že vidimo v naši družbi, pa tudi jaz kot ravnatelj pri svojih starših v šoli, so pa te digitalne družbe, ko v bistvu starši preživijo več časa na zaslonih kot otroci. Za njih nimajo časa. Otroci pa to gledajo in so zgreti. Otroci to gledajo, so potem tudi oni na zaslonih, so utujeni eno drugega in potem, ko pridejo do težav, se ne poznajo, ne vedo, starš ne ve o otroku praktično nič povedati. Zanima. Ne? In v bistvu to bo zelo razpadle družine. Ok, in še mogoče zadnje vprašanje. Kaj bi svetovali otrokom oziroma staršem, da ne bo tega, kar ste rekli, razpadena družina? Kako naj se obnašamo? Ja, jaz bi svetoval, otrok je v bistvu tvoj največji projekt. In če ne boš v njega investiral, časa, ne financ, ampak časa, pozornosti, ne bo rezultata. Danes mnogi probajo kompenzirati z finančnim vložkom. In super, se lahko, da bo uspešen učno in rezultati bojo, ampak kot oseba pa ne bo dozorel. To je moje osebno. Tako da starši namenite svojim otrokom samo čas. Otroci ne rabijo denarja, pa materialnih dobrin. Oni rabijo samo vas, enega in drugega starša. Tudi pri ločenih družinah sta pomembna oba starša. In če bojo to znali zbalansirati, potem bo otrok zrasel v zdravo osebo. Super, in to naj bo tudi zadnja najina misel. Najlepša hvala, da ste se oglasili v studiu. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da ste spoznali in slišali kar precej zanimivih in poučnih stvari. Vabljeni v oddajo Moja družina tudi v prihodnje. Hvala lepa.